Ja, dejansko, kolikor opažamo na sami Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, je povpraševanje po kadrih veliko. Na Fakulteti za energetiko dejansko opažamo, da imamo oziroma da naši diplomanti so, da tako rečem, skoraj 100% zaposljivi. Na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije po zadnjih podatkih je dejansko prijavljenih zgolj 2 študenta od 400 diplomantov, kar je seveda zelo mala številka. Hkrati pa opažamo povpraševanje iz samega gospodarstva, tako lokalnega okolja kot tudi širše, da so potrebe po kadrih zelo velike. Prav tako dejansko tudi s strani lokalnega gospodarstva, kjer smo imeli določene sestanke in pogovore, ugotavljamo, da bo začelo oziroma da že nekako primanjkuje strokovnjakov s področja jedrske energetike, ki bi se seveda potem, v kolikor bo prišlo do gradnje drugega bloka jedrske elektrarne, nujno potrebni. Na Fakulteti za energetiko že v tem trenutku dejansko v okviru določenih študijskih predmetov dejansko študentje pridobijo znanje s področja jedrske energetike. Kot smo se že pogovarjali seveda tukaj z lokalnim gospodarstvom, bi bilo zaželeno, da je teh predmetov in teh vsebin še več. Zato razmišljamo v smeri, da seveda v naslednjih letih skušamo prilagoditi določen del študijskega programa tudi jedrski energetiki, kar bo pa seveda potem specifično za zaposlovanje tukaj v lokalnem okolju. Ja, dejansko s samim ministrstvom še niso potekali razgovori, ampak glede na to, da Fakulteta za energetiko ima akreditirane študijske programe, lahko že v okviru samih akreditiranih študijskih programov določene manjše spremembe uvede, tako da bi pač s tem tudi prilagajali potrebam gospodarstva in tudi nenazadnje samim potrebam študentov in drugim v samem okolju. Ja, same študije že nakazujejo, da bo seveda potreba po novih zaposlitvah zelo velika. S strani Fakultete za energetiko seveda ocenjujemo, da bi bilo potrebno vsaj 200 strokovnjakov s področja jedrske energetike, ki seveda bi potem imeli možnost se zaposliti ne samo v novo nastalem drugem bloku jedrske elektrarne Krško, nenazadnje tudi v drugih vzporednih inštitucijah oziroma gospodarskih podjetjih, ki pa potem oskrbujejo seveda to okolje s tem področjem.